Dobro jutro iz gozda. Pravkar iz meditacije za mano se oglaša jelen, z mano tudi Maksi. Danes bi rad z vami govoril o pomembni tematiki in to je bolečina. Vabljeni tudi, da se vključite s komentarji, da podate svoj pogled. Slišite, Jelena? In to se pravi bolečina. Bolečina je ena taka zelo pomembna tematika, ki se jo vsi izogibamo, zato ker pač boli, ne, in jo nočemo. In je naš oziroma bi rekel naš biološki ustroj narejen tako, da bolečino vedno hočemo se znebiti. Hočemo jo dati stran, hočemo pa tiste dobre stvari, ne. In zato nam sistem povzročamo veliko težav. Zato, ker v bolečini se marsikateri zaklad skriva. Zato, ker človek je celovito bitje in človek, ne človek, samo realnost je celovita, ne. In na enak način, kot ti ne moreš izklopiti noči, ne, recimo, da bi želel imeti sam dan, ga ne moreš imeti. Vedno pride noč, ne, vedno je tista temna stran. In tudi podnevi, ko sonce sije, je vedno senca za tabo. To se pravi, vedno je realnost, je tudi človek, narejena iz dveh plati. Vsaj tukaj v materialni realnosti, naši realnosti. Iz svetle in iz temne plati. Se pravi, iz dneva in iz noči, iz veselja in iz žalosti, iz poguma in iz strahu, iz ljubezni pa iz sovraštva. Vedno sta te dve plati, ne. In če želimo mi celovito živeti in izpolnjeno in v srcu čutiti modrost pa zavedanje, ne, ker mi velikokrat si želimo ljubezen, pa si želimo mir, kar ni nič narobe, ne, če je to iz prave vibracije ali pa iz pravega prostora. Velikokrat je pa to pomeni, da si želimo samo dobre stvari, ne, da se želimo samo dobro počutiti, da si želimo samo prijetne stvari, da si želimo samo svetlobo. Ampak s tem si ne delamo usluge, zato ker vedno nam bo potem nekaj manjkalo. Vedno nam manjka en del nas in nismo celoviti. In ravno to, da si pretirano želimo mir, pa da si pretirano želimo ljubezen, pa da si pretirano želimo dobre občutke, nam to preprečuje. In zato je bolečina in tema potrebna. In jo moramo sprejeti, najprej sprejeti, na začetku samo sprejeti, ne? Se pravi, da sprejmemo, če čutimo tesnobo, če čutimo žalost. Ne, da jo poskušamo odrivati stran, pa da, ne vem, se vržemo v delo, ali pa da kaj popijemo, ali pa da kaj skadimo, ali pa da se zamotimo, da pobežimo stran od tega, od te bolečine ali pa od te negativnosti, ampak da enostavno se soočimo, da začutimo žalost v polnosti, da strahu pogledamo v oči. Ker skozi to bolečino se krepimo. Ta bolečina, kakorkoli se zdi nekaj, da v bistvu ne rabimo, da je nekaj čisto odveč, pa da nas ovira, je v bistvu vir moči. Vir ene velike moči. In šele takrat, ko mi sprejmemo bolečino, lahko sprejmemo tudi moč. In dokler mi naše teme ne sprejmemo v polnosti,
tudi svetlobe ne moramo v polnosti sprejeti, ali pa začutiti, ali pa biti povezani z njo, ali pa jo živeti. Dokler mi v polnosti ne začutimo žalosti, sprejmemo žalosti, ne moramo v polnosti sprejeti pa začutiti veselja. In te stvari so med seboj zelo povezane, ampak zakaj govorim toliko o temi, ne toliko o svetlobi? Zato, ker svetloba nima noben težav. Svetloba vsak sprejme. Ne? Dobro hrano vsak sprejme, užitek vsak sprejme. Druge stvari, ko so pa težje, ne vem, se zjutraj vstati ob 5 pa meditirati, ali pa ne vem, iti teči, ali pa ne vem, to je pa že težje, ne. Ampak te stvari so nujno pomembne, ker brez enega ni drugega, brez teme ni svetlobe. In zato ne smemo mi čakati, da pride tema sama od sebe, ker slej ko prej bo prišla. Ne smemo čakati na bolezen, ne smemo čakati na tragedijo, ne smemo čakati na, da nas bo življenje samo pripeljalo do teme, da se bomo mogli z njo soočiti. Ampak lahko mi zavestno se soočamo s temo in jo sprejemamo vsak dan. Da gremo zavestno tja, kjer nočemo. Da gremo zavestno iz cone udobja, da gremo zavestno tja, kjer boli. To ne pomeni, da pretiravamo spet, da se okopamo v tem, ampak da pogledamo tja. Da imamo pogum, da pogledamo tja in da rečemo, ok, naj bo. To je tisti del, ki je pomemben. In to je tisti del, temačen, boleč, ki je del te realnosti, ker ne gre drugače, ne gre brez njega. In kot sem rekel na začetku, je potrebno bolečino sprejeti, v naslednji fazi jo je treba pa vzljubiti. Ker brez teme ne bi bilo svetlobe. In na enak način, kot ljubimo svetlobo, moramo ljubiti temo. Ne samo, da jo sprejmemo, ok, no, v redu, pa bod tle, že moraš biti, ne. Ok, te sprejmem, ne. Tako kot nekoga, ki pač, ne vem, ko otroci sedijo v vrtcu v krogu, pa je en problematičen, pa reče, spet ta, no, v redu, pa pridi sem. Ne, ampak da ga vzljubimo, ne. Da ga vzljubimo, da vzljubimo to temo. Da jo polnosti začutimo v srcu. Da rečemo, ok, pridi, predajam se ti. Predajam se ti v polnosti. Pridi. Zato, ker ko bom si prijatelj s tabo, potem se mi lahko začnejo tudi dobre stvari v življenju odvijati. Lahko tudi drug pol zbalansiram, kot ena tehtnica, ne. In če nismo mi prijatelji s temo, če se ne soočimo s temo, s tistim neprijetnim delom, z neprijetnimi čustvi tudi, strah, žalost, krivda, sram, kaj še, to je to, jeza. Pol mi tudi pozitivnih, narekovajo, prijetnih čustev ne moramo izkušati. In to je vse del ene celovite, zaključene realnosti, sta ta tema in svetloba, ne, in bolečina. In zato je zelo pomembno, da se mi soočimo s to bolečino, da jo ne odrivamo stran, tako kot se je mogoče v preteklosti odrivalo stran, ne, ker je veljalo, da manj, ko se pogovarjamo o tem, ne, v času naših staršev, pa starih staršev in nazaj, manj, ko se pogovarjamo o tem, boljše je, boljš, da smo tih, boljš, da noben nič ne reče. Bo to šlo počasi stran, ne. Ja, mogoče res lahko potlačimo, mogoče celo celo življenje lahko to tlačimo, ampak to se potem odrazi na naslednji generaciji. Ali pa eno generacijo celo preskoči in potem gre 2 generacije naprej. In potem si ti tle
ne veš, kaj je v tvojem življenju, ampak sam čutiš, da nekaj ne štima, čeprav vse štima, vse je ok, imaš, ne vem, službo, dobro zaslužiš, imaš familijo, greš na dopust, ampak čutiš, ok, nekaj mi ne štima. In to lahko se od prednikov, vsa ta zanikana tema vleče. In zato je tudi malo potrebno pogledati te prednike, ne? Če so bili kakšne zamolčane stvari, če so bile kakšne travme, ki niso bile predelane, ki so bile pač kar tako malo potlačene, zamolčane. To je tudi pomembno, da se pogleda te stvari, da se pogleda v temo, ne? In to je zelo pomembna stvar, da gremo zavestno, da se zavestno s tem soočamo, s temo, s bolečino, ker tam je ključ. Ta tema in bolečina sta v bistvu največji učiteljici in tam se skrivajo tudi največji zakladi. Eni pravijo, da ko ti začutiš v polnosti žalost, da tam spoznaš Boga. Ali pa v polnosti neko čustvo, da tam Boga spoznaš. In edina pot, da se osvobodimo bolečine, je, da jo pogledamo, da se ji predamo na nek način, ne? Da jo sprejmemo in vzljubimo. Ne? In na ta način se lahko bolečina umili, oziroma ni več trenja med nami in bolečino in zato tudi bolečina nekako se integrira v celovitost življenja in realnosti. In to se mi zdi zelo pomembna stvar, ker velikokrat nas to ovira na življenjski poti in nam povzroča veliko težav s tem, ko to zanikamo. Zato je fajn, da pogledamo tja, da pogledamo bolečino, da jo začutimo, da gremo tam, kjer je neprijetno, da gremo iz cone udobja in da to nekako predelamo, sprostimo, da lahko zaživimo celovito življenje. Tako da, evo, toliko za danes iz gozda, to mi je danes gozd prešepnil, tamle se je še jelen drl, da nekako podelim, posnamem. Tako da vabljeni, da komentirate kaj v komentar, da zapišete kaj v komentar, da se razvije kakšna debata, da slišim tudi vaš pogled, me zanima. Tako da, evo, imejte čudovit dan in srečno.